Previdno ob vodi. Se rad igraš v banji, če fotaš po lužah ali skačeš v bazen? Potem veš, da je voda lahko zelo zabavna. Toda ali se ti je kdaj zgodilo, da si padel v vodo in se skoraj utopil? Potem veš, da je voda lahko tudi strašna. Nekatere živali lahko dihajo pod vodo ali zelo dolgo zadržujejo dih. Ljudje tega ne zmoremo. Pod vodo prenehamo dihati, po minuti ali dveh pa smo že mrtvi. To pomeni, da zna biti voda tudi zelo nevarna. Z vodo moramo biti zelo previdni. Kje vse najdeš vodo v svojem domu? Ali je na vrtu tudi voda? Ali greš včasih na bazen? Zelo pomembno je, da se naučiš plavati, če tudi lahko traja nekaj časa. Iz tedna v teden boš boljši, potem pa lepega dne. Toda tudi, ko znaš plavati, previdnost v vodi ni nikoli odveč. Pomembno je, da misliš tudi na druge. Kaj se lahko zgodi, če skočiš na prijatelje ali jih porineš v vodo? Poleti je zelo zabavno plavati v morju. Pa je to enako kot plavati v bazenu? Morje ima veliko moč in je v nenehnem gibanju. S seboj lahko odnese različne stvari, tudi tebe. Nekatere plaže so bolj varne od drugih. Največkrat je označeno, kje se je varno kopati. Za kopalce skrbijo tudi reševalci. Ne glede na to, moraš biti previden, zato nikoli ne plavaj sam. Če pa je morje predaleč, se lahko odpraviš tudi k reki ali jezeru. Lahko loviš ribe, če fotaš ali odpluješ s čolnom. Toda vreme se lahko kaj hitro spremeni. Zdaj je lepo, nenadoma pa nebo prekrijejo temni oblaki in začne pihati. Zdaj je vreme prav zoprno. Reke in jezera so hladna in globoka. Če se zgodi nesreča in padeš v vodo, ne veš, ali boš lahko plaval. Rešilni jopič te drži nad vodo, medtem ko čakaš, da te rešijo. Kaj bi se zgodilo, če ga ne bi nosil? Kadar si ob reki, bodi še bolj previden. Reke so velikokrat globoke in deroče. Se ti zdi, da je v takih varno plavati? Vsakdo uživa v igranju z vodo. Večinoma je igra z vodo zabavna, a zna biti tudi nevarna. Nikoli ne spravi sebe ali prijateljev v nevarnost.